Pozdravljeni. Vsak navdušenec Formule 1 pozna legendarno strategijo Scuderie Ferrari na veliki nagradi Francije iz sezone 2004. Danes si bomo podrobneje ogledali, zakaj je takrat delovala in zakaj danes žal ne more več. Na veliki nagradi Francije leta 2004 se je zgodilo nekaj, kar je ostalo dobesedno v kolektivnem spominu vseh navdušencev Formule 1. Če koga vprašate, vam bo zagotovo odgovoril, to je tista dirka, kjer je Michael Schumacher zmagal s 4 postanki. Ampak na prvi pogled, če vam nekdo pove nekaj takega, se zdi skorajda neverjetno. A v resnici, kaj se je sploh zgodilo? Nekateri bodo dodali, na dirki za veliko nagrado Francije leta 2004 je Michael Schumacher zapovrstjo odpeljal 25 kvalifikacijskih krogov. In seveda, treba je poudariti, da prva in druga trditev sta resnični, ampak še zdaleč ne povesta, zakaj je to delovalo. Michael Schumacher je res zmagal dirko s strategijo, ki je imela 4 postanke. A mnogi pozabijo na nekaj bistvenega, da so jih ostali imeli 3. In sedaj to, da je zapovrstjo odpeljal 25 izjemno hitrih krogov, še zdaleč niso bili po času blizu kvalifikacijskim, ampak to ni važno, ne pomeni, da je zadeva delovala zaradi tega. Danes si bomo ogledali, kaj se je v bistvu zgodilo na tisti dirki. Zavedati se moramo najprej dejstva. Leto 2004. Ferrari je imel najboljši bolid, ampak pnevmatike Michelin, ki jih je imel na razpolago Renault, so dajale določeno prednost na en sam hiter krog. In to se je izkazalo že na kvalifikacijah, kjer je bil najboljši Fernando Alonso. In treba je poudariti, da prednost, ki jo je imel pred Michaelom Schumacherjem, je bila za današnje čase gromozanska. Govorimo o približno 2,5 desetinke. In tu se je seveda pokazala genialnost ne toliko Rossa Browna kot Baldisserija, inženirja samega Schumacherja. Ta je dejal, da res ima sam Renault takrat prednost pri samih kvalifikacijah in krajših stintih, ampak če bi jih prisilili v daljši stint, bi zadeve lahko obrnili tako, da bi na koncu dosegli zmago. In to jim je uspelo, kot dobro vemo, z postankom več. Verjetno se marsikdo ne zaveda neke osnovne matematike. Če imamo 3 postanke, dirko razdelimo na 4 dele. Če imamo 4 postanke, dirko razdelimo na 5 delov, kajti dirko moramo začeti z nekim kompletom pnevmatik. In sedaj, če razdaljo takratne velike nagrade Francije razdelimo na 4 ali 5 delov, bomo dobili naslednje vrednosti. Dirka je trajala 70 krogov. Če imamo strategijo z 4 postanki, torej z 5 deli,
je idealni delež, idealni stint, dolg 14 krogov. Če zadevo delimo na 4 dele, torej strategija s 3 postanki, dobimo dokaj podobno številko, 17,5. Marsikdo bo tu dejal, saj ni bistvene razlike, tudi običajno krog ali 2 je nekaj spremenljivega, čisto normalnega. In dam vam prav. Ampak, če nekako skrajšujemo stinte in jih imamo večje število, se to na koncu pozna. Namreč ni res, da so se pri Ferrariju odločili za strategijo s postankom več nekje na sredini dirke, to so vedeli že od samega začetka. Govorili smo o tem, da idealna razdelitev celotne dirke, na primer za Fernanda Alonsa, bi bila ustaviti se tam okrog 17. ali 18. kroga. Ampak, če pogledamo, kako so se ustavljali pri Ferrariju, bomo videli, da so to logično počeli bistveno prej. Ker pri Renaultu niso hoteli tvegati, so jih pokrivali. In ko je odšel na menjavo Ferrari, je sledil Renault. Izgubiti niso imeli kaj. Namreč prepričani v to, da bodo imeli enako število postankov, so dobesedno sledili svojemu nasprotniku. In kot vidite, Ferrari se je ustavljal znotraj tistega, kar bi bilo običajno za strategijo z 4 postanki, medtem ko pri Renaultu so bili bistveno pod onim številom, ki je bilo blizu idealnega za strategijo z 3 postanki. In na koncu se je zgodilo prav to. Fernando Alonso je zadnji postanek napravil tako zgodaj, da je imel na koncu izjemno dolg stint. Ker so vedeli, da v resnici bo moral voziti z počasnejšim ritmom, da bo do konca sploh prišel, je imel Michael Schumacher tistih znamenitih 25 krogov, kjer je lahko dal vse od sebe. In seveda, vmes je imel priložnost narediti tudi postanek. Ker je imel sveže pnevmatike, je lahko z svojim ritmom nadaljeval. Fernando Alonso ne. In to je bilo praktično tisto, kar mu je dalo zmago na tej dirki, ki je mnogim ostala v spominu. Ne samo tistih res divjih 25 krogov, ne samo to, da so imeli pri Ferrariju postanek več, ampak to, da so od samega začetka razumeli, da morajo prepričati Renault, da bo skrajšal 1., 2. in 3. stint in tako imel 4. predolgega in zaradi tega so imeli seveda pošastno počasen ritem. Če bi se pri ekipi Fernanda Alonsa držali tistih 17 oziroma 18 krogov na stint, Ferrariju še zdaleč ne bi uspelo. In vprašanje, ki je verjetno aktualno pri marsikaterem navdušencu, bi bilo danes kaj takega možno. Prvič, treba je povedati, da takšni podvigi uspejo le enkrat. Naslednjič so vsi pripravljeni na nekaj podobnega. In drugič, z 13 seti pnevmatik na dirkaški vikend, ali menite res, da bi bilo možno napraviti strategijo, ki bi dovoljevala 4 postanke? Setov pnevmatik, vsaj tistih uporabnih, bi zmanjkalo že bistveno prej. Torej, danes kaj takega verjetno ne moremo več videti. Ampak, da bi bile zadeve zanimive, bi bilo dovolj, da bi nekdo imel možnost uporabe strategije z 2 postankoma, ki bi bila
morda malce hitrejša od one variante z enim samim postankom. Bi bilo to izvedljivo? Seveda v teoriji ja, ampak po drugi strani so trdote mešanic tako blizu, da konec koncev bi bilo zopet neizvedljivo. Naprimer, če bi imeli mešanico C4, C2 in C1, bi mogoče zadeva na nekaterih progah šla skozi, ampak ker bi ekipe pričakovale kaj takega, verjetno ukana ne bi bila nekako izvedljiva. Tako da velika nagrada Francije iz leta 2004 je prava lekcija, kako se zadeve načrtuje in tudi kako se jih izvede. Legendarna vožnja Michaela Schumacherja, ne smemo pozabiti, res je odpeljal fantastičnih 25 krogov, ampak po drugi strani tudi genialna domislica. Danes žal kaj takega ne moremo ponoviti. Povedal sem že zakaj. Ampak kdo ve, morda v prihodnje bomo videli kaj podobnega oziroma še bolj navdušujočega. Ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.